Na Čajanki v Slovenskih Konjicah v sredo 17. januarja 2018 je bil gost svetovno priznan alpinist, ki je spregovoril o svojem doživljanju gora in strahospoštovanju, ki ga vzbujajo. Človek, ki v vsakem prebudi neverjetno mirnost, Viki Grošelj. V knjigi, o kateri je govoril v konjiški dvorani Doma kulture, je zbranih okoli 30 člankov, ki jih je Grošelj v zadnjih 20 letih objavil v Delovi sobotni prilogi in odslikavajo slovensko in svetovno dogajanje v Himalaji. Viktor Grošelj, javnosti bolje znan kot Viki Grošelj, je slovenski alpinist, planinski vodnik, gorski reševalec, športni pedagog in pisatelj, rojen 3. junija 1952 v Guncljah pri Ljubljani. Zase pravi, da ga alpinizem drži pokonci, da zato ne potrebuješ ekstremne moči in gibljivosti, ampak si lahko z močjo in vztrajnostjo, ki se ju da natrenirati v pozna leta, aktiven še dalj časa. Je Slovenec z največ preplezanimi 8000-čaki in prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Pleza od leta 1967, od takrat je tudi član alpinističnega odseka Ljubljana Matica. Alpinizem je bil njegov prvi šport, z njim je začel na plezališču Turnc, kratke stene na vznožju Šmarne gore. Nevarnost alpinizma je skusil šele, ko je imel 18 let in se mu je v francoskih Alpah smrtno ponesrečil brat Silvo. 14 vrhov sega nad to magično višino in jasno je, da so ti vrhovi še kako pomembni za gorniško nastrojene duše, med katere sodim tudi sam. Himalaja je tako zelo visoka iz enega preprostega razloga, ker je nastala, če gledamo nastanek Zemlje, 5 minut pred 12. To se pravi, 5 milijonov let nazaj so te gore nastale, zato so tako zelo visoke. Začeli smo pred 5 milijoni let, da se bomo preselili pa dobrih 50 let nazaj, ko je nastala tale slika na Turncu pod Grmado, to je v Ljubljani, v neposredni bližini Šmarne gore, kjer sem sam takrat pred dobrimi 50 leti naredil te svoje prve gorniške korake. Bil sem takrat tam 6. 7. razred osnovne šole, se spomnim, po naključju sem zajadral med alpiniste oziroma med tiste, ki so imeli neko plezalno šolo. Radovednost me je prignala tja in se takrat v sanjah nisem mislil, da bom toliko časa se potem s tem tudi ukvarjal. Obenem s plezanjem sem začel s velikim zanimanjem tudi brati, predvsem to gorniško literaturo, pa to spet ni reklama za vašo knjižnico, ampak vendarle knjige so mi ogromno dale na tem področju. Skozi knjige sem tudi spoznal, če bom hotel to gore nekaj bolj spoznavati, da bo preteklo kar nekaj časa, da se bom iz tistega Turnca pod Grmado, to je tule v neposredni bližini Šmarne gore, lahko odpravil še kaj više, najprej seveda na Štriglav, pa potem morda kdaj na najvišjo goro Evrope, to je Mont Blanc, z zavedanjem, da se na teh višinah pravzaprav najvišje gore v Himalaji šele začnejo. Spomnim se, da sem tam leta 15-16 let kar naenkrat začutil sebino tako zelo jasno izrazito željo, da bi to Himalajo, o kateri sem toliko bral, enkrat v življenju tudi rad v živo videl. In te svoje želje sem se na nek način kar malo strašil, kajte takrat, to so bila 60. leta prejšnjega stoletja, je bilo že potovanje v sosednjo Italijo ali pa v Avstrijo, če prava pustolovščina, kaj šele potovanje na kakšno drugo celino. Ampak, če si eno stvar nekako dovolj dobro želiš, da delaš malo na tem, se je po 9 letih kar takega trdega gorniškega življenja pa ta priložnost me ponudila in to na kakšen način. Ne samo, da bom to Himalajo videl, ampak leta 1975 sem postal najmlajši član 6. jugoslovanske himalajske odprave, ki si je za cilj izbrala, da bi splezali na tole goro, to je Makalu, 5. najvišja gora našega planeta. Ni šlo samo zato, da dosežemo njen vrh, ampak da v tejle južni steni gore, ki se tule delno vidi, delno pa je zakrita, naj bi preplezali prvenstveno smer na vrh. To v alpinizmu pravzaprav največ šteje. Ne, da ponavljaš stvari, ki so jih že naredili drugi pred teboj, ampak da na gori skušaš narediti nekaj novega. Nam se je takrat zdelo, da smo neumrljivi, da se nam ne more nič zgoditi. Res se sicer nam ni, ampak umrl je eden od naših prijateljev, domačinov, na katere smo se zelo navezali in dejansko se nam je zdelo, da se je ponesrečil nekdo od nas.
odpravo smo prekinili, ta tragedija je zelo nekako zaznamovala ta po svoje veličasten uspeh, ki pa smo se ga začeli zavedati šele potem čez leta, oziroma lahko rečem kar desetletja, kajti danes je zahodni greben Everesta ena sicer od 14 prvenstvenih smeri, ki držijo na najvišji vrh sveta, ampak po mnenju strokovnjakov tudi iz tujine, je to najtežja smer na Everest. No, in to je pa po svoje nekako prijeten občutek. Spomnim se, da takrat se zaradi tega, ker nama z Marjonom ni uspelo, nisem niti kaj dosti sekiral, to so že prinašali te izkušnje himalajske, kjer je bilo jasno, da če ti tam vsaka druga odprava uspe, je to še vedno izjemno dober rezultat. Meni je bilo veliko bolj pomembno, da sem v tistem času dal vse tisto od sebe najboljše, kar sem vedel in znal. In ne glede na to, je bil vrh dosežen ali ne, sem imel nekako dober občutek, še toliko boljši pa, ker sem vedel, pa verjel, da bo kdaj še prišla možnost, da bi splezal na vrh. Moral sem čakati sicer 10 let, ko da v alpinizmu moraš biti malo potrpežljiv, ampak prišlo je leto 1989, ko so makedonski alpinisti, ki so želeli splezati na Everest po smeri prvopristopnikov, v Stipeton povabili na to odpravo, z veseljem sva si jim pridružila in že malo, to je 10 let kasneje, si skrajšala tisto dolgo pristopno pot do vznožja. Namesto 12 dni hoje sva izbrala tole letalo, ki naj jo s Katmanduja v pol ure pripeljalo na visokogorsko letališče Lukla na višini 2800 metrov, to je višina Triglava, in si s tem, kot pravim, prihranila kar 12 dni hoje. Seveda, to je posnetek iz tistih časov, danes je Lukla moderno letališče z asfaltno stezo, z letališkim stolpom in vsem, kar je potrebno. Takrat so imeli pa edino navigacijsko napravo, ki je obstajala, je bila piščalka v žepu šefa letališča, ki je takole v bundi nosu, in ko je zaslišal zjutraj, ko je čaj pil, da po dolini ropota letalo navzgor, je pritekal ven zapiskal na to piščalko in so ljudje potem ovce, krave, koze spodili dol iz same pristajalne steze, da se ne bi komu kaj zgodilo. To pomeni, da tudi te stvari ni samo plezanje nevarno v Himalaji, tako da zgodb o teh pristankih in vzletih je za novo predavanje, mimogrede. S Tibetom, Makedonci so bili že pod gorom, jaz sem malo kasneje šla na pot, sva potem v pospešenem maršu še 6 dni hodila, tretji dan najne hoje, prideva do slovitega samostana Tiang Bočem na višini 3800 metrov, ki pa je samo 14 dni prej pogorel. Da boste lažje razumeli, samostan Tiang Boče je tako kot nekakšne nepalske brezje, silno pomemben samostan, ki je stoletja tam seveda kraljeval. V njem so dolgo časa kurili sveče, oljenke, trske, ne vem kaj vse. Končalo se pa tako, da ga je ugonobil napredek. Kaj se je zgodilo? Tam v sosednji rečici, potoku, so naredili eno majhno hidrocentralo, pridelali ravno dovolj elektrike za celotno naselje, jo napeljali jasno tudi v samostan, nestrokovno, očitno, kajti samo 3 tedne potem, ko so jo napeljali, je nek kratek stik povzročil sredi noči, da je prišlo do požara, k sreči nihče ni bil poškodovan, menihi so se pravočasno umaknili, ampak tisto neprecenljive dragocenosti so v ognjenih zubljih izpuhtele v nebo. Menihi so se potem preselili v tele kočke okrog in kot po tradiciji že včasih še vedno ponujali prenočišča popotnikom, ki so hodili mimo. Tudi mi s Tibetom so prespala v eni od teh kočic. Tudi te so že imeli elektriko, jaz se na elektriko ne spoznam, Stipe se pa zelo dobro, ker je po osnovni izobrazbi električar in ne bom ga nikoli pozabil, kako je hodil tam po tisti kočici, gledal po stropu, pa rekel, Viki, izgoriš je jovo, samo se nadam, da ne nočam. Tako da, še ena od nevarnosti, ki date prežiti, če plezaš v Himalaji. Ko sem prišel z Everestom, sem se soočil še enkrat leta 1996, ko smo spet poskušali na gori narediti nekaj novega. Šlo je takrat za prvo slovensko smučarsko odpravo na Everest, ko smo želeli, da bi takrat naš najboljši ekstremni smučar Davor Karničar odpeljal z vrha. Prosil me, če bi to odpravo vodil in seveda to sem prevzel to vodenje z velikim veseljem. Šli smo na nepalsko stran Everesta, najprej se aklimatizirati,
Potem smo imeli pa namen seveda pa iz severa, iz Tibeta poskusiti splezati na goro. In ko smo se vračali iz te aklimatizacije na nepalski strani, se je ravno pri samostanu Tjang Boček, so ga medtem obnovili, dogodilo tudi tole srečanje in tale posnetek, na katerega sem zelo ponosen. Na njem je namreč Sir Edmund Hillary, človek, ki je prvi splezal na vrh sveta. Zadaj se vidi trikotna konica Everesta, na kateri sta stala leta 1953 s domačinom Tenzingom. In tule ga seveda menihi samostana sprejemajo s takimi velikimi častmi. Pa ne zato, ker je splezal na Everest, ne, tudi sam pravi, ne, cel svet me sicer pozna, ampak Everest niti ni bil tako pomemben. Prav zame osebno, ja, ne, to so bili najbolj bleščiči trenutki mojega življenja, ko mi je to uspelo, ampak ves čas sem razmišljal o tem, kako bi se tem ljudem, ki so mi to omogočili in pomagali pri tem, nekako oddolžil. In to je pa prava Hillaryjeva veličina, kajti ustanovil je sklad Himalayan Trust, to je neprofitna fundacija, dobrodelna, v kateri je zbral seveda svojim ogledom na milijone dolarjev, ki jih je lahko potem vložil v ti dve dolini, Solu in Kumbu, kjer šerpe živijo. S tem denarjem so bile zgrajene številne poti in mostovi, predvsem pa številne šole in bolnišnice, mimogrede tudi letališče Lukla je pravzaprav njegovo delo. No. Zato, zaradi te pomoči ga pa domačini tam, tako rekoč, saj dokler je bil živ, no, so ga, lahko rečem, po božje častili. Ne. Skupaj smo si potem ogledali tale obnovljeni samostan in se tudi dogovorili nekako z njegovim spremstvom, da nas bo potem v Katmanduju čez nekaj dni še enkrat sprejel. To je bila velika čast, ne. Predstavljate si, Hillary je takrat taka svetovna mega zvezda, ne, kot bi zdaj, ne vem, najvišjega politika, pa športnika, pa estradnika dal v eno samo osebo, ne, in strašno težko je bilo priti do njega, ampak evo, nam je uspelo in nekaj dni kasneje smo se takole še enkrat srečali na novozelandski ambasadi. 20 minut časa smo imeli, da bi se malo pogovorili z njim, pa nekaj posneli, še nekaj par izjav. In jasno, to je bilo res veliko doživetje, stisniti roko takemu človeku. Potem smo se pa usedeli, se začeli pogovarjati in jaz sem osupel ugotovil kar naenkrat, da je Hillary naš človek. To pomeni preprost, enostaven, tako iskreno se je zanimal, od kje smo, kaj počnemo. Pa smo mu tako rekli, naj Sloveniji, smo rekli, jasno, pojma nima. Rekel, jaz poznam enega kapitana slovenskega rodu, me vozi občasno kaj na Antarktiko iz Nove Zelandije. Kavte pa na Everestu, počeli smo nekaj tako malo preplašeno, smučali bi radi z vrha, ne, in lahko bi mirno užaljen, to je njegova gora, njemu so oči zasijale, ne, rekel, ne, to super, to je treba nekaj novega, nekomercialne odprave, to so prave stvari, če bi 40 let mlajši, grem z vami, ne, pa nam ni laskal, ker nam ni za kaj imel, ampak je zelo iskreno mislil, kajti tistih 20 minut se je raztegnilo na 3 ure in pol pogovora, ne, 5krat so prišli v njih, Sir Hillary, daj bomo še kaj, pa počakajte se, s fanti zmenim, ne, nam se pa jasno neskončno fino zdelo. Kasneje sva se potem seveda še večkrat srečala v Katmanduju na različnih slovesnostih, zanesljivo si ni mogel zapomniti mojega imena, ne, ampak se pa zapomnil, kje sem in ko so si tako pomahala, ne, je vedno rekel, Slovenija, ne, in jaz sem bil še dodatno nekako zelo vesel. No. V svojem alpinističnem delovanju se je veliko ukvarjal z vzgojo, še posebej od leta 1980, ko je na Visoki šoli za telesno kulturo diplomiral z nalogo Sistem alpinistične vzgoje. Uspel se je na številne domače in tuje gore in sodeloval na več kot 30 odpravah v izvenevropska gorstva. V Himalaju je opravil 11 vzponov na vrhove 10 od 14 8000-čakov. V svoji karieri si je zadal 3 alpinistične projekte, 8000+, povzpeti se na čim več 8000-čakov, najvišji vrhovi celin, povzpeti se na najvišje vrhove vseh celin in na smučeh od nič preko 8000 metrov smučati na različnih nadmorskih višinah. Viki Grošelj, vrhunski alpinist, himalajec, gorski reševalec in gorski vodnik, je Slovenec z največ preplezanimi 8000-čaki in prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove kontinentov. Njegova knjiga je izšla ob 40-letnici prvega slovenskega vzpona na 8000-čak. 15. oktobra 1975 je namreč skupini alpinistov pod vodstvom Aleša Kunaverja uspelo osvojiti Makalu. Nihče ni tolikim zmagovalcem najvišjih vrhov stisnil roko in najbrž tudi nihče ni objokoval mnogo mrtvih prijateljev in znancev, ki jih je pobrala Himalaja, tako da je spoznal in videl mnogo različnih obrazov velikanov Himalaje.
Od leta 1975 pa do danes sem se udeležil 17 odprav na najvišje gore sveta in 11-krat mi je uspelo stopiti na njihove vrhove. Že prva Makalu je bila moja vstopnica v nov svet. Prvo srečanje s Himalajo. Prva resna učna ura spoznavanja veličine narave in tega, da zmoremo veliko več, kot si v zavetju varnega doma sploh lahko predstavljamo. Spoznanje, da pa smo kljub temu tako neznatni in nepomembni v primerjavi s silami, ki nas obdajajo. Alpinizem je skozi leta zame tako postal način življenja. Dragocena življenjska izkušnja, ki jo lahko pridobim le z lastno izpostavljenostjo. Največji mogoči približek popolni svobodi, ki obenem uči odgovornosti. Uči me vztrajnosti, predanosti in zavezanosti cilju. Tovarištva, strpnosti in sočutja. Iskanja meja lastnih sposobnosti. Spodbuja me, da želim postati boljši. Ne le kot alpinist, ampak predvsem kot človek. Je med drugim povedal zbranim gledalcem v polni dvorani v Slovenskih Konjicah prvi gost Čajank v letu 2018.